Lepo pozdravljeni, dragi moji, danes v oddaji Smeha polna skleda nekaj, kar pripravite resnično na 1, 2, 3. Prigrizki in vsakodnevni sendviči in podobno. Sam pač ne bojo prigrizki malce drugače. Ne? Vsakdo nekaj pripravi, neke čipi-čipse, palčke, slanega, razne gazirane pijače in podobno. Stalno nekje isto. Dajmo biti malo bolj izvirni, ampak izvirno enostavni. Tako, in zdravi. Poglejmo, kaj potrebujemo, da sestavimo ta zdrav prigrizek. To je to, kar sem Nita pripravila danes za vas. Lahko bi bil spisek veliko krajši. Lahko bi ga razpolovili, a pa še podaljšali, ja, kakšnim svežim sadjom, zelenjavo. Lahko bi še naštevali kavijar. Ponavadi, če vas preseneti obisk, odprite omare in poskušajte najti nekaj čim manj slanega, pa čim bolj zdravega. Mi da smo dali danes nekaj idej, pomagal pa nam bo današnji gost, Dadi Dad. Živijo, Dadi. Pozdravljen. Živijo, se ne morem vedeti. Nahranila te bova. Čau. Enako. Ja. Kako si? Dobro, kaj pa vidimo? Vida se super. Tudi da se bi čim boljša. Nekaj ti blešči. Dobro. So si roker jim da lahko. Pol take budu šake, da si da vloh modr sokol v šest. Tudi dobro čas. Za roker je dovoljeno, ampak samo za roker. Naj ti bo, kaj si roker. Glasbeno si aktiven, novi materijali. Za začetek, preden se lotimo hrane, povejmo o glasbi. Ne morem sploh govoriti, da je to dobro tle, res to pravno, wow. Se pravi, ti bo tole prišlo skozi? Ja, samo minimalno, ker delam na tem, da ne bom tak se razlezel v Ibra. Ne, ampak potem se ne boš razlezel. Tistem, ki sem prej naštevala, sem človek razlezel. Ja, vem, meni dih to, a veš, ta Ibra. To je super. Samo zaliješ potem z vodo, ne s perom. Ne, kul je, ja. Bo. Ok, glasbo potem. Večkrat rad povabiš prijatelje k sebi domov, si tako dober gostitelj. Ja, ne vem, tako pravijo. Pravijo, da si dober gostitelj. Da se pa sam nekaj hvalijo, da obvladam. Pa tako, normalno, kakor vsak. Čem pa navadi postrežeš, ko pridejo domov? Ja, glej, kar si želijo, tako je, ne. Se pravi, če si jaz želim, ne vem, jasnoga, globokomorskega iz novozelandskih voda, se pravi, to se najde nekje. Ja, pej tu Kitajca, bliz pa si naroč. Toliko gostoljubnosti in novim gostiteljem. Te osnovne opcije, stari. Kaj recimo? Recimo, da vidim, da bo tebi nenapovedano, pazi, nenapovedano obisk. Ta kavico spila. Aha, dobro. Kavice ne pijem. In ne pijeva kave, ja. Čaja isto ne. Pa voda, ne. A vodo piješ? Dobro, raj imam tako kakšen jagodni sok v gosti, ampak naravni jagodni sok, pa na pomaranča naravna. To se da. Bio. To se da. Da, to se zahtevno biti. Evo nas jutro. Kaj bi dal pa za jesti, recimo? Osnova, ne vem. Ma se tega je toliko veli, da ne morem naštevati. Lahko 10 oddaj postavimo, pa se lahko o tem pogovarjamo. Mi se zdaj hoče povedati, da moramo k njemu domov v hladilnik in to je to. Si se že povabila, super. Pridemo malo reda narediti v hladilniku. Metalo ne, imam red. Imaš red. Kaj ti tako zelo rad ješ največkrat? Pa jaz sem gurman, res imam vseeno. Čakaj, ti si gurman, ampak si zbirčen gurman. A se zadela? Ja, tako, ja, recimo. Se pravi, ne mara unih kotletov z tisto tanko kožico tam, čisto malo toga že mot, to je pricajzalo, veš, to mora biti odstranjeno, to že prej kuharju kelnerju naroči. Ne, jaz jem. Ja, dobro. Ti ješ? Ja, vse. Jaz ne jem. Ales. Jaz sam vodo pijem, veš. Ja? Sem suh, ja. To tudi se da kdaj tako po kakšni soboti, sam voda. Paše. Boš ti malo povedal, kaj smo danes pripravili, sicer smo prevideli na receptu, ampak Dadiju bova danes pripravila, oziroma naučila ga bova, kako pridejo gostje, da ne ponudiš nekaj slanega, nekaj tako na hitro, ampak nekaj, da je prigrizek, ampak vseeno, da je malo bolj zdravo. Ob kakšni nogometni tekmi, sploh zdaj, kaj Liga prvakov, spremljaš to. Tako, pa bo zdaj bo Evropsko prvenstvo košarke. Se pravi, da se ne znajde skozi nek navaden čips, tist cenen, zdaj trajno znižano, lahko dodava nekaj
suha jabolka, suhi mango, kokos, se pravi kokosni kosmiči, kar je ful dobro se recimo kombinira z ostalimi oreški. Namesto slanih arašidov deva navadne, deva neko suho bananco, neke brusnice, neke, v bistvu vse oreške, samo da niso slani, veš. In ker to je pač, slani niso dobri, ta surovi so pa fejst. Tisti, ne. Malo za spremembo, veš, in folk te bo malo spraševal, kaj je to, ti si res car, veš, nisem wow, to je neki drugač neki naredil, veš, in pol jih še postrežeš z breza alkoholnim perom. Obliki prvako. Raj pijajo normalen per, ne brez. Ampak to jim postrežeš, nikoli niso niti probali brez alkoholnega pera, verjetno tako, da ga bodo... So nekateri ko so zdravljeni alkoholiki. In pa nekega sirčka, malo nas sekljaš, pa gor, pa bo naredila malo to zamiksala. Mi bomo tole začeli sestavljati čez nekaj trenutkov, prej bomo pogledali še enega tvojega kolega, tudi rokerja, z nami bo Hamo. Hamo? Hamo. To je Hamo. Pa nikoli nisem imel želj, grem s fanti na fuzbal, mislim igrati, ne gledati, ali pa grem, ne vem, plavati, igrati odbojko, noč tenis. Ne. Sprav sem muska, kitara, vokal. Tako pa ne, da sem to, marsikaj, sem šport, ne vem, treniral sem kajak 4 leta. Fajn, pa sem se skoraj utopil, ni bilo tako fajn. Treniral sem judo, tudi 4 leta. In zdaj znam samo še padati. To je to. Ne vem, nekako ni me nikoli potem. Če si mogel kaj bolj pokopati na prehrano v tistih letih, kaj si športov, kaj pa zdaj? Glej, ta moj športanje res ni bil resen. V judu so me tepli, v kajaku sem se utopil. Mislim, da bi bilo skoraj jasno, ne počni tega, nekdo mi je sporočal. Zdaj mi jasno, zakaj glasba in ne šport. Kako se pač prehranjuješ kot glasbenik, ker imate nemogoč tempo, koncerti so pozno noč, vaje so naporne? Mi imamo prav en komad, ki se mu reče Mr. Junk Food Lover, tako da nekako v tem kontekstu. Ni prav zdravo, je pa dobro. Ok, vsem tem paziš, glede to, da na hrano ne paziš, paziš vse na ostne kočine? Ja, zelo pazim, da nisem dehidriran. Kamel pa so, ne? Tako nekako, ja. Različne stvari. A si sam junk food lover ali tudi ti kaj kdaj skuhaš, pa nekaj bolj zdrav? V bistvu sem 3 leta delal kot kuhar, tako da to je en veselje, ki mi je v resnici za dobra zamenjava za šport. Tako da, ja. Vsak dan? Ja, bolj ali manj. Recimo, en recept za zdrav obrok, ki bi ga priporočal našim gledalcem, da je bolj enostaven, zdrav, lušten. Rešiš kos kruha, prejš ga ljubiš pošteti. Zdrav. Vse zdrav, zelo zdrav. Recimo jetra, kjer je pošteta, imajo ogromen enega holesterola, drobovina sploh holesterola. In pol dodaš še maslo, ki ima tudi ogromen holesterola. Narežeš kumarice in zmešaš to z gavrilovič pošteto, namažeš na kruh in je perfekt. Sploh drug dan, ko si res uničoval svoj telo iz vsem mogočim nekaj koncert. Je to baza. Zdravje je relativno stvar. Če zelo nezdravo živiš, je marsikaj, kar v normalnem življenju ni zdravo, postane zdravo. V bistvu si dal dober nasvet, hvala. Zakaj? Matej Šalekar Hamo je povedal nekaj prav zanimivih stvari, ni neki športni navdušenec, Dadi, ti si športni navdušenec. Ene par stvari ti kar leži, no? Ja, tako trudim se, borim se, drugač pa, da bi pa kaj se pohvalil, da sem nekaj dober, pa nisem, no, ampak borba je, ne, glede tudi športa, tako da trudim se, ne. Ja, in basket, in fuzbal, tako da... Na kavču ali na igrišču? Prav na igrišču, ja. Jasmin in Rene Krhinsta si podajala žogo nekaj časa nazaj. Niso si podajala žogo, igrala sva zastavljala. Driblala sta. Vidva sva se zastavljala, on je pač svojo premijo potem moral odstopati pač, ne. Tako da bo 1 leto odslužil zastonj. Dadja, si ti kdaj tekmoval, kakšen šport ali je bilo vse tako ljubiteljsko?
Ja, bolj ljubiteljsko. Drugače sem pa treniral nogomet do 14 leta, pa me pa levo koleno me je pač sesulo in nisem mogel... Že po 14 letih si mogel zaključiti kariero. Ja, ampak če ne bi bil glasbenik, moški ponavadi sanjajo o tem, da bi radi bili ali profesionalni športniki, ali igralci, pevci, no ne vem, ampak ponavadi tista prva želja je profesionalni športnik. Si kdaj imel tako željo? Ali si hotel biti vedno glasbenik? Ne, vse to je čisto, če pride, če ne, da se obremenjuješ, da bom zdaj bom pa to. Tako pač, vedno sem pač si želel biti pevc, pa hvala Bogu, da je to life vrata. Sem zelo happy tako. Nastopi, koncerti, množica tistih razgretih teh oboževalk in to. To je pač tisto, kar ti je namenjeno v tem life. Del glasbenega življenja. Job, ja. Pač si se mogel s tem ustvarjazen, to je pač en del tega. Enkrat smo Halida Bešlič vprašala, če je kaj posebnega skuhal že kakšni ženski. No, Halid naj je presenetil z odgovorom, rekel je, da najslabši kuhar na Balkanu, da ne zna skuhati absolutno nič. Še bi ti včaral nežnejši spol. Kaj bi skuhal, pripravil? Ja. Zdaj sem te pa dobila. Nisem je dobila. Tako da... Povabil bi je na burek. Ne, to je malo preveč. Ne? Po moje bi bilo... Po moje bi... Zdaj Ma ne, lej. Po moje, da bi skuhal 2 jajca. Ampak ne na oko, če vprašaš mene. Za zajtrk ne. Prišla bi zvečer, pa za zajtrk bi skuhal jajčka. Ja. A viš, to je dobra taktika. Kaj pa recimo bi si upal tekmovati v pripravi nečesa, kar bi ti midva rekla? Ne, zaradi tega, ker nikoli ne tekmujem. Nikoli? Ne. Se pravi, iz tega razloga ne hodiš na festivale? Recimo, ja. Se v glasbi ne da tekmovati, jaz sem istega mnenja. Mi bomo pogledali še en prispevek, potem bomo dokončali tole lepoto od... Pisano Barico, neko Maurico, pisan krožnik. Jaz sem eno idejo, bi še mi dodali kaj sadja. Ga lahko dodaš, jaz sem svoj del upravil, zdaj pa... Ok, medtem ko bomo mi dodali sadje, poglejmo še zdrav duh v zdravem telesu in pa še en zdrav posvet. Joga obraza ni idealna samo zato, da preprečuje gube in posledice gravitacije, ampak tudi skrbi za tisto, kar je najpomembnejše na področju naše direktorske pisarne, kakor jaz ljubkovalno rečem, obrazu. V notranjosti te direktorske pisarne se nahaja tako imenovana zlata sredica, področje, kjer prebivata epifiza in hipofiza, žlezi, v katerih se proizvajajo najbolj pomembne substance za telo, kot je recimo melatonin, hormon z najmočnejšim antioksidantnim delovanjem. In pa tudi te žleze ne samo, da proizvajajo, one nadzorujejo delovanje vseh ostalih žlez v telesu. In če one ne delajo, telo dela v svojo škodo. Zato z redno vadbo joge obraza vsak dan sproti aktiviramo žleze v glavi, zato da telo potem se pomlajuje ne samo do zunaj, ampak tudi od znotraj. Jaz mi moraš ti kako na svet, kaj ljudi lahko počnejo v kuhinji na telovadju, zraven medtem, ko kuhajo? Lahko medtem, ko pripravljajo določeno zadevo, pač kuhajo ali kaj, lahko še stiskajo trebušne mišice, malo se napenjajo, veš, to lahko delajo. To ne preveč. Veš, a pa ne vem, glede na to, ko kuhajo, lahko pospešijo kroženje s kuhalnico in podobno. Drugače pa gnetenje testa je recimo. Zelo super. Danes v najni družbi Dadi Das. Dadi, ti kaj gneteš, kuhaš, stiskaš trebušne mišice med tem, kaj se kuhi? Mislim, delati treba na tem, da imamo del res prav, da pač bomo skrbeti za fizično kondicijo, ko gledamo. Meni še v bistvu manjka najmanj 20 let, da bom izgledal tako, kaj model dela pred tem. Jaz sem veliko kuha. Hvala za kompliment. Veliko kuha. Ninja. Kamere, dobre kamere imamo, zaradi tega je to tudi tako. Mislim, da ti pripravila eno darilo, ker pač vsi najni gostje zahvalo dobijo eno simpatično darilo.
Ena mečkam boljša majčka od tele. Jaz sem mislil vsaj eno mandarino, malo celita bila. To mi deli. Wow, to kar povzi. Tale napis ti bo ti kaj znan. A ti kaj znan napis? Ne vem, bo mami videla, to mami gleda kje. Nisem mamin sin. Sem ali pa nisem, ne? Od zadnji pa Dadi Das. Ker prišel ta komad ven, ne? So te ljudje kar tako malo, si mamin sin, ampak ti si se nekako odločil, da si mamin sin. Hvala, da sem. Pol na konci mala, veš, v tekstu nisem, pa sem, zato smo to naredila, ja. Pa fajno. Se pravi, imaš neke italijanske korenine, tisto, mama mia. Bolj balkanske, ali? Bolj balkanske. Niso Balkanci tako od tega mami in sin, ko je to. Oni grejo od 15 leta doma že. Tako da ne. Mogoče imaš ti take izkušnje. Aus, Deutschland, Österreich in... Ne pusti svoje familije, ki imam preveč redno. Dobar, oni so sestre, ženo. Priznaj, familija je vse. Balkanci so zbliženi tako s familijo, da pač ko grejo nekam v Deutschland ali kar... Še usklađen sem s dezenom, ne moram vedeti. Evo. Pa je to prav zdaj, je to kontra zdaj. Ne. Ko boš treniral, se moraš spomniti na najo. Se pravi, ko boš bildal v kuhinji mišice, ne? Ma težko, da bom, če piše mami in sin, sem bolj na mami, a veš? To vzali, ja, cool. Čakaj, sem pa tebe hvala tu vprašati, če te lahko tikam, ne? A očal pa ne nosiš drugače? Nosem, sem se ne spodob nekak, da bi jaz... On je roker, sam roker je lahko. Drugač pa jih nosem. Jaz lahko takole, pa pogledam, sem res vam preveč in mi je prav, vem pa da moram pozdraviti tudi folka, veš, tako. Ne, nosem. A ja, si tudi hotel za mene reči, da imam podočnjake, pa bi dobrovala, da jih nesem. Jaz bi ti jih dal, sam, da si videl majico, sam res namoram, veš, sam da vidim, če ti pašajo, čak. Sicer nisem tako gledal tam. Čak. Ja, pismo, skoraj ti bolj paša, kot Brad Pittu, ja. Dadi, mogoče preden postrežemo še tale healthy snack, oziroma zelo prigrizek je fanta, so čisto dva. Ne, to se hotel, reči, on tudi polis tvojali, a veš, a imaš polis, no to se je hotel vprašati. Ne, nimam. Imam sneha polna skleda. Ali pa Ray-Ban, to. Ne, niti eno, ni drugo. Sneha polna skleda očala, so neka nova očala, tako da... To je treba spedenati, ja. Pol povdaj, bodo merila, kdo je močnejši. Daj, pride. Ti greva zdaj v roka. Dej, greva v roka. Ja, prav. Čakaj, ne, sramoti, molim. Pa dej. Zmago je. Ja, ok, lahko vzamem, prosim, besedo. Dadi, nekaj novega pripravljaš, to bi še rada zvedla, preden bo Jasmin polil po našem healthy snacku zraven prigrizku še med kot piko na i. Da ti ne bodo rekli, veš, ko boš pripravil neki tazga, bo rekla, sem neki si vrgel na kap, pa to, veš, se boš malo naredil francoza in boš rekel, to je specialiteta ena, veš, tako, in gre lahak sirček in boš dal sam tako, recimo, mamička meda počeza, veš, čist na tenko, takole, veš, po sirčku, boš dal meda in pa... In priznaj, da dobro zgleda in še zdravo je. In pa lej. Valda. Also, samo. Super. In pa popar. Ti rahlo, samo malo popraš sirček in je to tole. In kako bodo oni, se pravi, malo oreščkov, enih, drugih, čeprav recimo nekdo ne bo maral oreščkov, nekih mandarincev, ki je podobnega, bo vsem poskušal malce probaš zaradi same radovednosti, ko je tako pisano. In posležeš to v tvojem novem videospotu, ki se pripravlja? Recimo, ja. Naslov je? Dobro, ona je vse. In to je to za njegovo ženo? Z prvih 45 minut. Za mojo ženo Barbaro, ja. Veš, imejte se lepo, mi bomo to poskusili. Povej, če je vredo. Za prvih 45 minut lige prvakov, ki bomo to poskusili. Imejte se lepo, dragi moji, in vse veste, vse, kar imate v kuhinji, gledajte, da je zdravo in lahko prav naredite takšen krasen snack. Jaz pa fajn mu zmanjšam. Adio, čau. Čau.
Pa mi zmanjkalo idej za darila in posebna presenečenja. Bi radi bili resnično izvirni. Garderoba. Pester izbor majic, kvaliteten tisk in potisk majic z motivi po vaših najbolj norih željah. Majice lahko naročite tudi preko spletne trgovine garderoba.si. Tiskarna majic Garderoba, Kolosej, BTC Ljubljana. Pustite na okolici svoj pečat.